Občina obupane delavce poziva, naj s stečajem počakajo. Nekateri so ugodnejše cene že izkoristili za zgodnje dopuste. Bili smo na srečanju športnih iger služb, ki skrbijo za varnost. Lepo pozdravljeni. Zgodba o športnem centru Pohorje se znova zapleta. Še pred dnevi je kazalo, da bo mariborska občina z lastnico Družbo za upravljanje terjatev bank sklenila najemno pogodbo. Občina je namreč že v torek na slabo banko poslala predlog o najemu celotne infrastrukture. Včeraj zvečer pa dobila odgovor, da ne more najeti gostinsko-nastanitvenih objektov. Več kot 100 delavcev ima čakanja na plače in obljub dovolj. V ponedeljek bodo začeli postopke stečaja in stavke. Vodstvo občine je bilo danes zaradi neuspešnih pogovorov ogorčeno. Ne morejo se obnašati do nas podcenjujoče, ne morejo se obnašati do nas na način, da ne gledajo razvojnih potreb regije, da ne gledajo razvojnih potreb Maribora, ker tako se namreč sedaj obnašajo. Obnašajo se kot finančniki, ki jim ni mar, ki se ne zavedajo svoje funkcije, in hočejo na en zelo preprost, banalen, jaz bom rekel, neprimeren, da nemam kakih bolj močnih pridevnikov uporabljal, način služiti na težavah, ki so se pojavile v športnem centru, in služiti na davkoplačevalskem denarju. Delničarji nove KBM so na skupščini zmanjšali število članov nadzornega sveta s 7 na 6. S to spremembo banka uresničuje priporočila Evropske komisije. Skupščina je se zaznanila tudi z doseženim poslovnim izidom nove KBM in skupine nove KBM za lani. Banka bo bilančno izgubo, ki je ob koncu lanskega leta znašala 943 milijonov evrov in pol, pokrila iz kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. Upravi banke in nadzornemu svetu je podelila tudi razrešnico. V mariborskem hotelu Habakuk pa so danes predstavili najnovejše visokotehnološke trende na področju digitalnega tiska in avtomatizirane predelave materialov. Pozornosti pa tokrat niso namenili le razvoju samega tiskanja, temveč predvsem uporabi okolju prijaznih naprav in materialov. Če je še pred nekaj leti vrhunec tiskanja predstavljal dober in hiter barvni tiskalnik, pa so v zadnjem času zahteve uporabnikov precej narasle. Produkcijske vire nekako usklajujemo z okoljem, v katerem delujemo, in tukaj je vsekakor prisoten ekološki vidik, kjer uporabljamo ekološke barve in pa materiale, ki se enostavno reciklirajo. Danes praktično odpadnih barv več ni, tiska se direktno na materiale in specialna UV LED svetloba barvo zasuši na tiskanem mediju. Marsikomu ne zadostuje več, da so izdelki kvalitetni in lepi na pogled, temveč morajo biti tudi okolju prijazni. Tiskamo na poljubne materiale v roli in tiskamo tudi direktno na plošče v fotokvaliteti in z temi ekološkimi barvami, ki imajo certifikat GreenGuard. To pa pomeni, da so primerne za uporabo v segmentu živilsko-predelovalne industrije, v vrtcih in v šolah. Poleg tega tiskajo z energetsko učinkovito opremo in to predvsem na materiale, ki jih lahko po uporabi enostavno reciklirajo. Mariborski kriminalisti preiskujejo nasilno smrt ženske, ki je danes okoli 4. ure zjutraj umrla v Limbušu pri Mariboru. Obvestilo o mrtvi 48-letnici so prejeli malo pred 10. uro. Umor se je zgodil v Robičevi ulici v Marlesovem naselju. Žensko naj bi bil po neuradnih podatkih umoril njen partner. Ta je že na zdravljenju. Žal z grozljivimi dogodki iz črne kronike tudi nadaljujemo. Sinoči sta zamaskirana moška v Trnovem v Ljubljani ugrabila žensko. Zbila sta jo s kolesa in zvlekla v avtomobil. Nato sta jo odpeljala do Podpeči in tam so žensko zgodaj zjutraj hudo poškodovano našli na dvorišču ene od hiš. Žal je še pred prihodom reševalcev umrla. Nedaleč od kraja umora so policisti našli sežgano osebno vozilo ugrabiteljev. Vzrok smrti ženske in motiv za umor še nista znana. V prestolnici pa so v Ljubljanici našli truplo moškega. Vzrok smrti in identiteta pokojnega še nista znana, lahko pa bi šlo za poklicnega igralca pokra, 29-letnega Nemca, ki je izginil pred nekaj dnevi.
Danes je dan slovenske policije v spomin na spopad policistov z JLA na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Vodstvo policije in notranjega ministrstva je ob tej priložnosti položilo vence. V Tacnu pa so podelili priznanja najzaslužnejšim delavcem. Trenutno je pri policiji zaposlenih okrog 8300 ljudi. Konec julija se bo številka znižala za okoli 100 zaradi upokojitev po zakonu za uravnoteženje javnih financ. Konzorcij prodajalcev Mercatorja je od Agrokorja prejel skupaj 172 milijonov evrov kupnine. Za prodajalce 53-odstotnega deleža našega največjega trgovca je postopek prodaje zaključen, Agrokor pa mora v skladu z zakonom o prevzemih zdaj objaviti prevzemno ponudbo tudi za preostale delničarje. Ti bi lahko dobili svoj denar, skupaj ga je še za 152 milijonov evrov, nekje konec avgusta. Po dobrem letu od podpisa sporazuma je hrvaškemu tajkunu Ivici Todoriću uspelo, da je ustvaril najmočnejše podjetje v jugovzhodnji Evropi, meni še, da so se odprle nove priložnosti tudi za slovenske dobavitelje, da povečajo prodajo na tujih trgih. Število počitnikarjev se kljub krizi veča, ugotavljajo v mariborskih turističnih agencijah. Najbolj priljubljena destinacija ostaja Jadranska obala, vedno več jih letuje tudi v Sloveniji. Zaradi nizkih cen je veliko zanimanja tudi za Sredozemlje. Da se Slovenci nismo pripravljeni odreči dopustu, dokazujejo tudi Mariborčani. Poslovalnice turističnih agencij so v teh dneh polne. Najbolj priljubljena destinacija ostaja Hrvaška obala. Na Hrvaško, ja. Zakaj pa na Hrvaško? Najbližje pa najceneje. Na morje hodimo pa na Pag. Vedno smo se prijetno počutili in še danes nam je lepo, če pridemo dol, ne? Jaz se počutim tam odlično, ker imam tudi sorodnike tam, pa Dalmacija mi je ful všeč, pa bil sem že marsikje drugje, pa mi je Dalmacija res top destinacija. Družine se zelo rade odločajo za naše družinske klube, ki jih v bistvu ponujamo vzdolž celotne Jadranske obale, od Makarske, recimo v Igranah, na otoku Hvaru, recimo imamo tak podoben klub, tudi v Istri, recimo v Medolinu, še zmeraj zelo popularen tudi Šibenik in pa navsezadnje Mali Lošinj, ki ga imajo tukaj Mariborčani zelo radi. Še vedno je zelo zanimiv tudi Mediteran, predvsem Grčija, Turčija in Egipt. Večina se je na dopuste še vedno odpravi v glavni sezoni, ali redki si jih rezervirajo že v začetku leta. Se mi zdi, da je v letošnjem letu malo več povpraševanja po last minute odhodih, se pravi, da se ljudje odločajo v zadnjem hipu. Tukaj lahko tudi mogoče pri ceni malo več privarčujejo. Čeprav v turističnih agencijah ne beležijo manj obiska, opažajo, da njihovi prihodki iz leta v leto padajo. Prodajo namreč največ cenejših enotedenskih aranžmajev v povprečni ceni med 300 in 400 evri. V dvorani Tabor so se družili uslužbenci, ki skrbijo za varnost premoženja in življenja ljudi v Mariboru. Na srečanju so se pomerili v različnih športih, prireditev pa je bila tudi dobra priložnost za izmenjavo mnenj o tem, kako še izboljšati medsebojno sodelovanje. Policisti, gasilci, reševalci in varnostniki so ob nesrečah, nezgodah in okoliščinah, kjer je ogroženo življenje ali premoženje ljudi, med prvimi na kraju dogodka, zato je njihovo dobro medsebojno sodelovanje zelo pomembno. Mi se seveda vsakodnevno srečujemo na terenu ob izrednih, nenadnih dogodkih, ob nesrečah in seveda je v zaleti naše sodelovanje vse boljše. In prav zato je prišlo do ideje, da se srečamo tudi na takšnem neformalnem srečanju, da tukaj izmenjamo tista naša mnenja, se bolje spoznamo in seveda s tem izboljšamo tudi naše sodelovanje na terenu. O natančnem številu uslužbencev, ki 24 ur na dan skrbijo za našo varnost, je težko govoriti. Prav gotovo se tako policija kot seveda reševalci srečujemo največkrat z nesrečami, zlasti s prometnimi nesrečami na terenu. Srečujemo se seveda tudi z podjetji, ki varujejo, torej in z varnostjo, in z protektom, in z Sintalom. Torej ob nenadnih dogodkih ponavadi tudi pride do kakšnega oboroženega ropa in se tam srečujemo na terenu. Z prostovoljnimi gasilci se srečujemo seveda na požarih, prav tako pa se ob vseh teh nenadnih dogodkih srečujemo tudi z poklicnimi gasilci, kateri so pa seveda nepogrešljiv člen v reševanju. Srečanje, ki se ga je udeležilo nekaj več kot 100 ljudi, je potekalo v športnem duhu, najboljši nogometaši pa prihajajo iz vrst reševalne enote.
Na festivalu Lent smo sinoči ujeli zelo energično moško zasedbo Jamaran iz Nemčije, ki je nastopila na Večerovem odru. Fantje preigravajo regi, latino in druge plesne ritme. So tudi humanitarno angažirani, saj finančno podpirajo fundacijo, ki skrbi za šolanje otrok v Južni Afriki. Yeah, we started when we were very young, like 18 years old, and then it grows and grows and grows like a family grows, and we're still together, which is actually amazing. Iz te povezanosti izhaja tudi ime albuma iz leta 2012, La Famille, družina. Kaj pa ime zasedbe? There was a show where there was a host and he was going to tell us to come on the stage, and he was like, so guys, when I introduce you, what's your name? And we were like, shit, we don't have a name. Actually it was created then in the moment, and we put names into a hat, and we drew names out of this hat. You know, it comes from improvising music, from jamming music. That's what we did the whole time, like going on stage and just doing what we want to do in that moment. We didn't have fixed songs or something, we just jammed. Čistokrvni glasbeniki so na sceni že 14 let. We just do it, we love doing it, and we do what we love, and we love what we do. And so that's what the people see, you know, they feel this love, this power, and they're like, oh yeah, wow, that's really powerful. Do zdaj je z njimi vzdržala le ena pevka. Actually, I would love to have women in our band, but it's always a little bit difficult because one of the men always fall in love with her, and then it's a bit dramatic, and in the end is someone has to leave. In kaj so obljubili slovenskemu občinstvu? They will go out with a smile on their face, yes, and they will feel absolute upliftment and everlasting pleasure. I'm a green leaf growing on a green tree in the season they call spring. Pred 15 leti so v Gaju pri Pragerskem odprli 3 strelišča za puško šibrenico, kasneje še 4. Letos so strelskemu centru dodali še strelišča za zračno in malokalibrsko orožje. S tem je postal eno največjih tovrstnih središč pri nas. Potem, ko so ga kot prvi v drugi polovici junija preizkusili udeleženci tekme svetovnega pokala in so izvajalci gradbenih del neposredno pred pričetkom tekmovanj zaključevali najnujnejša dela, bo, če izvzamemo del namenjen puški šibrenici, center, kar se tekmovanj tiče, sameval do prihodnjega leta, ko bo v njem evropsko prvenstvo. Do takrat ga bodo uporabljali za priprave. Obenem v njem odpira vrata Strelska akademija. Že v avgustu mesecu imamo 4 ekipe, Kuvajt, Katar, Nemci se interesirajo, Indijci, tako da bo seveda objekti služili svoj namen, to je bodoče. V njem naj bi svoje mesto našla tudi slovenska reprezentanca. Dejstvo je, da je to edini zaprti objekt pri nas, ki vse skozi zagotavlja treninge z malokalibrskim orožjem. Mislim, da je center lepa pridobitev, če seveda bomo, rekel se, koledarsko in glede pogojev tudi uskladili in zagotovili možnost priprav z malim kalibrom v zimskem obdobju, bo to tudi za slovenske strelce lepa in kvalitetna pridobitev. Minulo tekmo svetovnega pokala sta družno organizirala Strelski center Gaj in Strelska zveza Slovenije. Skupaj bosta morala pripraviti kandidaturo za naslednja velika tekmovanja, ki bi jih lahko organizirali v Sloveniji. Tihi cilj je svetovno prvenstvo leta 2022. Glede na to, da so prvenstvo do 2018 dana, 2022 in seveda takrat bojo kapacitete zapolnjene z manjšim tekmovanjem, evropsko prvenstvo je v tem primeru manjše tekmovanje in kapacitete ne predstavljajo nekih ovir za izvedbo takšnega tekmovanja. Športni kompleks v Gaju pri Pragerskem je delo nemškega arhitekta Krausa, ki je projektiral kar nekaj olimpijskih strelskih objektov. Po njegovih izračunih je center narejen tako, da bo v njem brez prevelike gneče mogoče izpeljati veliko svetovno prvenstvo. In če ga bo Slovenija dobila, potem nas bo v slabem mesecu obiskalo več kot 7000 strelcev. Zahodnoafriške države, ki mejijo na Gvinejo, Liberijo in Sierra Leone, kjer se širi hemoragična mrzlica ebola, morajo biti pripravljene na morebiten prihod okuženih potnikov, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Ebola je izbruhnila pred 4 meseci v Gvineji, od takrat je umrlo že kakih 400 obolelih. Še druge novice iz tujine pa so zbrane v nadaljevanju.
Voditelji Unije so v Bruslju podpisali sporazume o ukrepitvi političnih in gospodarskih vezi z Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo. Države si želijo postati članice evropske družine. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je po podpisu sporazuma z Ukrajino svaril, da je ukrajinska družba razdeljena, ker je morala izbrati med Evropo in Rusijo. Na vzhodu Ukrajine so se med proruskimi separatisti in ukrajinsko vojsko kljub uradni prekinitvi ognja nadaljevali spopadi. V bližini Slavjanska je vojska po navedbah notranjega ministrstva uničila oklepno vozilo separatistov. Ti pa so v Donecku po večernih spopadih zavzeli postojanko nacionalne garde. Več vojakov je bilo ranjenih. Na plinovodu na jugu Indije je odjeknila silovita eksplozija, v kateri je umrlo najmanj 16 ljudi, še približno 15 so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Uničenih je več 10 hiš, vzrok eksplozije še ni znan. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so velika uspešnica družbena omrežja. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da ima njihova uradna spletna in mobilna aplikacija Globalni stadion ob koncu skupinskega dela mundiala že 230 milijonov uporabnikov. Svetovno nogometno prvenstvo postavlja nove mejnike. V 26 dneh je bilo 20 milijonov prenosov vsebin, kar 358 milijonov uporabnikov omrežja Facebook je informacije o svetovnem prvenstvu iskalo prek uradnega profila FIFA. Število sledilcev na Instagramu pa se je v le 7 dneh povečalo z 42 tisoč na dobrega pol milijona. Nela in Nobi sta mlada severna medvedka dvojčka. Zelo previdno sta svoji mami prvič sledila v zunanje prostore Münchenskega živalskega vrta. Čeprav sta stara že 7 mesecev, lahko šele zdaj raziskujeta velik bazen in zunanje prostore svojega domovanja. Njuni zabavni podvigi seveda ne uidejo obiskovalcem živalskega vrta. Vremenoslovci napovedujejo nič kaj poletno vreme. Sprva bo še precej jasno, popoldne bo že nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Temperature bodo dopoldne od 10 do 15, popoldne od 23 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo v gorah spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Drugod bo še večinoma sončno, popoldne se bo počasi bolj pooblačilo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. V noči na ponedeljek se bo dež z nevihtami razširil nad vso Slovenijo, v ponedeljek popoldne bo postopno ponehal, hladneje bo. Petkova informativna oddaja je končana. Hvala, ker ste nas spremljali in nasvidenje.